Tle imamo vse kavbojce pa Kitajce, to je novega cilja. Hej, prid ti nekaj pokažem. Grazie. Ciao. Zgraditi nekaj izjemnega, nekaj, kar bo prestal preizkus časa, je zelo težko. Kolosej je nastal v 9 letih in zato so potrebovali več kot 100.000 kubičnih metrov marmorja, kamna in drugih gradbenih materialov. In zakaj sem tukaj v Rimu, takole na vse zgodaj zjutraj, ob sončnem vzhodu? Zato, ker sem ti pač hotel pokazati eno največjih ikon med zgradbami na celem svetu. Pa tudi sem me je povabila avtomobilska znamka, ki, to je treba priznati, absolutno in prav zares drži status ikone. Veš, danes bo Mercedes tukaj v Rimu predstavil novo generacijo Mercedesa CLA. Zelo pomemben avto za znamko, pa za Slovence tudi. Čez dobro urco začnemo z različnimi izobraževanji, zvečer pride na vrsto pa moment, zaradi katerega so se tukaj v Rimu zbrali novinarji z celega sveta, da vidimo, kaj je narisal Slovenc. Evo, zdaj pa sosednji hotel, tukaj je pa delavnica, da se bomo najbrž nekaj naučili. Thank you. Sorry. Ok, vemo, v katero smer gremo, zdaj pa vidimo, kaj se bo zgodilo. Kaj dogaja, Grega? Da si še tukaj? Dobre. No evo, to je moment, ko ti prvič pokažem to novega CLA. Da dam še špegle gor, pa da vidim, koliko je ura. Aha, prva od 3 postaj je The Drivetrain. Kaj tle dogaja? Zdaj v tem trenutku ti vidiš, no ja, to, kar lahko z lastnimi očmi, meni dogaja pa na polno, stari. In seveda neka dama mi razlaga, zakaj gre pri celotnem sistemu. Koliko sem smešen od 1 do 100? 370? 7. Pa avto že vidim pred sabo v tem trenutku, čeprav bo premiera šele čez 7-8 ur. Način, na katerega mi je bilo vse skupaj predstavljeno, je pa takšen mindfuck, da ti sploh ne znam povedati. Na kakšen način so združili VR, ko ga sicer dobro poznamo, s predstavitvijo avtomobila. Zdaj naprej bo vse ono, pa sam tako, a ne tako, kot pri CLA-ju. Noro, stari. No, zdaj ti pokažem pa še bencinsko-hibridni pogonski sklop. Predvsem je tukaj Mercedes izpostavil eno stvar, ker gre za avto, katerega platforma združuje ali električen avto, ali pa tudi hibrida, je bilo pomembno, da se je Mercedes naučil vse skupaj narediti še v bolj kompaktni izvedbi. In to je rezultat tega dela. To je 1,5 litrski 4-valjni motor. Inženirski pristop, sama zasnova, za to je odgovoren Mercedes. Ampak v sodelovanju z Volvom oziroma z Geelyjem, kjer bo tudi nastajal. To se pravi, Nemci so ga zasnovali, Kitajci v sodelovanju z Nemci ga bodo pa izdelovali. To je pa prenos, to je pa seveda sklopka, pa zobniški prenos, vse stopnje, ki so ti potem na voljo, ki šaltaš, ne? Evo še tale sosedna soba, pa s temi delavnicami zaključno. Dejansko se tukaj prvič avtomobila lahko dotakneš. Zdaj mi je gospa razložila, v resnici, a veš, kaj je tale material? Mercedes je prva znamka na svetu, ki je uporabila papir. V resnici gre za kombiniranje 50% konoplja, 50% recikliran papir. Občutek na dotik je krasen, zelo fino deluje. Z začetka bo samo bela barva na voljo. Evo, jaz sem se stuširal, daj mi par minut, da se zrihtam, potem te odpeljem pa v eno krasno vilo nad Rimom. Ok, jaz sem pripravljen, sem še tole zapestnico si gor dam, zato ker drugače me nojo noc spustil. In to je to, pejmo. Evo nas. Opa, stari, rdeča preproga, dvignili smo se nad Rim. In za mojim hrbtom se mogoče že vidi ena taka krasna vila z imenom Miani. Next level. Tako se dela predstavitve finih avtomobilov. Bravo, Mercedes. Evo ga. Gremo zdaj mi pogledati, kje se bo to zgodilo.
zdaj smo z Robertom klepetali, je rekel, lepa vila, ne? In pazi, ne pozab, to je naš entry car, to se pravi, to je naše vstopno vozilo. Kaj bi še bilo, če bi bil razred S? O, stari! Poglej to kuliso. Stari prost, ampak takšne kulise pa jaz v 20 letih spremljanja avtomobilizma, pa več na koliko predstavitvah sem bil, še nikoli nisem imel. Every era has its class, the past and the future. The present now welcomes a class of its own. Get ready for the all-new CLA. Good evening, ladies and gentlemen. Buonasera, signore e signori. We're gathering under one of the most legendary and most valuable logos in the world, the Mercedes Star. To je pa bila zelo zanimiva predstavitev nad Rimom s krasnim pogledom in zelo skopimi podatki o samih avtomobilih. Poglej ga, takšna je grafika zadnjih luči, precej zanimiv je. Čak se bom malo na stran umaknil, zadnji droni se pospravljajo, kakšen šov je bil. CLA ostaja to, kar je bil do zdaj. Majhna limuzina s precej značilno silhueto, ki so jo seveda namenoma ohranili. Ne pozab, to silhueto je pripeljal prvi pri Mercedesu CLS že 2004 in zdaj se začenja neko novo poglavje v Mercedesovi zgodbi. Stari, kaj se zdaj tukaj ne dogaja? 100 stvari naenkrat, sploh ne vem, kam naj se umaknem. Tukaj imamo vse kavbojce pa Kitajce, to novega CLA. Kako ima lepo povezan žaromet z enim velikim, dolgim dnevnim LED svetilom. Lahko ima tudi povsem osvetljeno masko, tele zvezdice lahko tudi svetijo, ampak seveda v primeru električne izvedbe. Evo, slikamo se. Kje je zdaj ta z osvetljenim grilom? Lega, to je tale. Mercedes CLA je prvi Mercedes sploh s povsem osvetljenim grilom. Vsaka od teh malih zvezdic se sveti. Zanimiv pa je, da tale logotip je osvetljen samo tam, kjer je zvezda, ne pa tudi naokrog, kar je povezano z zakonodajo. Na prvi pogled, sploh v tej globoki črni barvi, avto, ki zares fejst izstopa. Kako odbit event, stari, pa če mene vprašaš, se še nevihta pripravlja tam na zunaj. Ja, se že dežek pada. Kaj če bi se šel jaz obleč, pa pol nadaljujemo, a? Stari, kako nas je zmrzile. Sem pa najdel tukaj en tak zanimiv nemško-italijanski kombo, Mercedesov 3 kolore, poglej, kako so jih lahko postavili. Ok, tukaj zunaj je stanje malo bolj umirjeno. Kaj lahko povem? Kje ćemo začeti? Kar se dizajna tiče, si boste ustvarili svoje mnenje. Sicer pa, poleg tele maske, ki je tako krasno osvetljena, je treba vedeti, da je tale Mercedes v resnici najpametnejši Mercedes vseh časov. Četrta generacija MBUX-a mu bo pomagala povezati se z svetom. Mercedes pravi, da takšnega kompanjona v navednicah vozniku še niso nikoli pripravili. Kar se elektrike tiče, bosta izvedenki sprva dve, CLA 250 plus CLA 350. Prva naj bi v idealnih pogojih porabila nekaj, kar smo včasih smatrali v povezavi z bencinskimi motorji kot 1 liter car. Pravijo, da naj bi lahko porabila tudi samo okrog 12 kWh ali pa dajmo reči 12-13 kWh na 100 km in doseg naj bi v najboljšem primeru bil celo 792 km. Velike trditve. In vprašanje, kaj se bo s to številko zares zgodilo, ko avto pride na cesto, predvsem pa nam v roke. Potem pa tej veliki obljubi lahko dodamo še zmogljivejšo izvedenko CLA 350, ta pa dobi potem še ta drug elektromotor na sprednjo os in to pomeni, da je tista izvedenka z 260 kW moči tudi firmatic, to se pravi, govorimo o štirikolesnem pogonu. Sicer pa o številkah prav zares nismo veliko govorili. No pa 800-voltna arhitektura, ne pozabi, pomeni, da ga boš lahko ob najbolj ugodnih pogojih lahko na filu oziroma mu dodal dosega za 325 km v 10 minutah. Velike obljube. Avto
celostno gledano je kar zanimiv. Me zanima, kaj še vse bo Mercedes postavil na to platformo, ampak to, ko so pokazali zdaj, obeta. Pa moram reči, da na slikah mi ni bil tako všeč kot zdaj, ko ga vidim v živo. Zelo je atraktiven, fajn. Ljudje so se najbolj napalili na ne toliko belo kot zeleno. Ja, upam, se tale gospa malo prehladila. Zdaj gremo pa še enega najdeti, ki je odklenjen, da ti pokažem kokpit. Prav. Aha, evo, poglej, še en električen, pa si poglejmo še sprednji del. Evo ga, Frank, nujno potrebna stvar, da vemo, kam kable spraviti, pa po tej prostorini sodeč tudi en orank letalski kovček, brez težav. Kaj pa pri prtljažniku pravijo? Aha. Materiali, ki smo jih od Mercedesa vajeni. Drugače pa ena centralno nameščena lučka. Sicer pa po prostornini predvidevam nič posebenega. Stari, evo, zdaj pa lahko vidiš lepo kokpit. Evo, ona najvišja oprema, ki ima vse. Veš, ker če boš zbral najvišjo opremo, boš imel en digitalen zaslon pred voznikom pri volanu, naslednjega pri sredini itak. V skrajnem primeru pri najdražji opremi pa še pri sovozniku. Pa tale barva, huda. Ta avto bo tako popnil. A ga boš gledal takole v živo ali pa v zvratnem ogledalu, ki se ti bo približal. Le to. No, za piko na i so pa rekli, da nam bodo nekaj pokazali, česar absolutno ne smemo posneti, da je samo za naše učke. Pa še druge 3 črke so povedali, ki so precej zanimive, to so pa AMG. To se pravi, CLA bo tudi AMG. Zdaj ga grem pogledat, pa ti pa povem, kaj sem videl. 3 hours later. CLA AMG bo nosil znako CLA 45 AMG. Edini AMG, ki bo električen avto. O moči niso nič govorili, kar se pa dizajna tiče, zanimiv. Zadnji difuzor je zelo izrazit, tak, kar agresiven bo zadnji. Spredi ne toliko. Mi je bilo pa spredi zanimivo videti, da bo maska seveda v prid temu, da se bo AMG razlikoval od ostalih precej drugačna. Imela bo takih osvetljenih 10 vertikal, po 5 na vsaki strani, plus aktivna aerodinamika. Spoilerček se bo zadnji lepo tiltnil, tako da boš lahko to izkoristil, oziroma bo avto to izkoristil takrat, ko si bo voznik to želel. Pa kaj še, da ne pozabim. A ja, pa samo še to, kar se podvozja tiče, niso hoteli nič razkrivati, so pa povedali, da bo sprednja os oziroma da boste sprednji kolesi stali vsega skup centimetra pa pol širše, kot pa običajno. Pa seveda bo tudi nižji pa tako naprej. What a night! Take predstavitve še nisem nikoli doživel. Mercedes CLA, kar obetaš, dec. Bomo videli, kaj se zgodi, ko pride na cesto, pa ga peljem. Folk lepo se imejte. Ajde, čau.